Spoštovani gostje, v imenu Svetovnega slovenskega kongresa vas lepo pozdravljam na drugi konferenci slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu. V veliko časti štejemo, da vas lahko pozdravljamo v naši družbi. Verjamemo, da bo to srečanje nadaljevalo z našimi prizadevanji za tesnejše sodelovanje in povezovanje slovenskih strokovnjakov iz domovine in sveta, kot tudi strokovnim izmenjavam znanja in izkušenj. Za začetek pa prisluhnimo slovenski himni. Zdaj pa najprej vabim k mikrofonu predsednika Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Borisa Pleskoviča. Vsem skupaj najprej dobro jutro, dober dan. Imate lepe prostore, vidim. Najprej bi rad pozdravil ministrico za kmetijstvo Matejo Čalošić, potem ministra za Slovence po svetu in podpredsednika vlade, našega gostitelja, predsednika Zadružne zveze Borut Florjančič. Tukaj imamo tudi bivšega ministra, gospoda Žmavca za Slovence po svetu in pa gospoda Dimnika, častnega predsednika Društva slovensko-hrvaškog prijateljstva. Veliko čast mi je, da vas danes lahko pozdravim na že 74. tradicionalnem vseslovenskem srečanju zdravnikov, ki ga organizira Svetovni slovenski kongres. Mi naredimo 2 taka velika srečanja na leto, pa zračunite, zdelte 47 na 2, koliko let že to delamo. Več kot 20. Kot pri vseh teh srečanjih je glavni namen povečati kroženje znanja, stikov in sodelovanja med našimi strokovnjaki, ki delajo v tujini in domovini. Poleg tega je naš cilj, da najboljše prakse, ne dobre prakse, najboljše prakse, vse slovenske izkušnje iz zamejstva in sveta najdejo svoje mesto v domovini in da na ta način prispevamo k gospodarskemu in kvalitetnejši prihodnosti Slovenije. V letu 2023 smo se odločili, da pripravimo drugo konferenco slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu. Kot smo ugotovili na prvi zelo uspešni konferenci leta 2015, obstaja na obeh obravnavanih področjih velik potencial, tako za povečanje samooskrbe s kmetijskimi pridelki, kot tudi za razvoj in nadgradnje upravljanja z gozdovi ter izboljšanje lesarsko-predelovalne industrije. Namreč v zadnjih par letih so mnogi strokovnjaki iz vaše zveze me spomnili, koliko je bila uspešna prva konferenca, da moramo to ponoviti. Tokratno srečanje bo poleg že načetih tem namenjeno tudi pogledu v prihodnost na področju kmetijstva in gozdarstva v Sloveniji in pomembnosti obeh disciplin za trajnostni razvoj ob porajajočih se klimatskih spremembah. Program konference je sestavljen iz 2 uvodnih predavanj in 4 povezanih tematskih sklopov.
Uvodni predavanji nam bosta prinesli dva vidika. Prvega iz učinkovitega upravljanja z gozdovi in lesno-predelovalno industrijo, ter drugega iz kmetijstva. Prvi tematski sklop bo osredotočen na prihodnost, predvsem kako mladim približati poklice v obeh panogah in kako spodbuditi, da se zaposlujejo v sektorju kmetijstva in gozdarstva. Pri tem je nadvsem pomembno, da mladi prevzamejo družinske kmetije in tako nadaljujejo tradicijo svojih staršev. Dotaknili se bomo tudi problema izobraževanja na teh področjih in zakaj nekateri mladi, najbolj perspektivni kadri, odhajajo v kmetijske in gozdarske šole v Avstrijo in Italijo. To se pravi, da moramo pri nas nekaj izboljšati na tem področju. Drugi sklop, razvoj in ohranjanje podeželja, bo prinesel tudi nekaj zanimivih praktičnih primerov ter postregel z nekaterimi podatki raziskav. Sklop z naslovom Klimatske spremembe se bo posvetil razmišljanju o potrebnih in smotrnih prilagoditvah v kmetijstvu in gozdarstvu za trajnostni razvoj ali sustainable development. V zadnjem sklopu pa bomo predstavljeni različni projekti, za katere upam, da bodo navdih za razvoj in morebitne nove pristope na teh področjih, ki spričo dosedanjih dogodkov v svetu postajajo vedno bolj pomembni. Ob zaključku nagovora se želim zahvaliti Zadružni zvezi Slovenije za izkazano gostoljubje in podporo pri organizaciji konference. Poleg tega se želim zahvaliti članom organizacijskega odbora, ki so s svojimi nasveti in dragocenim prostovoljnim časom oblikovali program tega dogodka. Tukaj bi izpostavil Jeleno Malnar, glavno vašo pravnico na zvezi, ki je bila predsednica organizacijskega odbora te konference. Še prisrčna zahvala vsem predavateljem, ki ste podarili svoj čas, izkušnje in talente za uspeh tega srečanja. Zahvala gre tudi uradu Vlade Republike RS za Slovence v zamejstvu po svetu, gospodu ministru, ki je svojo finančno podporo pripomogel k uresničitvi tega projekta. Posebna zahvala za odlično organizacijo in požrtvovalno delo pripada strokovnim sodelavcem naše upravne pisarne Sonja Avguštin, Nini Ferlan in Luki Klopčiču. Želim vam uspešno in produktivno delo na konferenci, pa tudi v vašem poklicu, gostom iz tujine pa prijetno bivanje v Sloveniji. Hvala lepa. Počaščeni smo, da lahko s tokratno konferenco gostujemo tu v prostorih Zadružne zveze Slovenije. Njegovemu predsedniku Borutu Florjančiču se zato iskreno zahvaljujemo in ga vabimo, da pozdravi navzoče. Spoštovani visoki gostje, ministrica za kmetijstvo, gospa Mateja Čalušić, minister in podpredsednik vlade Matej Arčon, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, dobrodošli tudi vsi ostali v naših prostorih. Zadružna zveza je dom zadružnikov, kmetov, ki so povezani že več kot 150 let. Delujejo na tem področju Slovenije v vseh teh časih, ki niso bili vedno ugodni za kmetijstvo, se soočali z izzivi in obstali. Prav je, da povem, da trenutno 60 zadrug za svojim podjetjem naredi več kot 1,50 milijarde prometa. Zaposluje 2800 ljudi in združuje 13.000 članov, se pravi 13.000 družin kmečkih, ki obdelujejo to slovensko zemljo, ustvarjajo hrano, ustvarjajo to lepo okolje. Današnji kongres mislim, da je potreben, je nujen. Večkrat, ko bomo spregovorili in zadeli, bi rekel, žebljico na glavico pri ključnih temah, ki zadevajo tako kmete kot zadružnike, se pravi izzivi tega časa. Prej
bomo slišani, prej bomo slišani tudi pri vas, prej bomo slišani v Evropi in prej bomo nekako, bi rekel, začeli normalno gospodariti. Je pa res, da je kmetijstvo ena, bi rekel, najzahtevnejša panoga, poleg vsega, kar zadene vse ostale gospodarske panoge, izzivi trga, zakonodaja, novi standardi, problematika volatilnosti trgov, smo mi še pod odprtim nebom. In to nebo je čedalje krutejše do nas in ti izzivi so čedalje močnejši. V dobro nas, ki smo vsakdanji potrošniki hrane, ki hodimo v trgovine, ki kupujemo mogoče tudi na kmetiji, in v dobro kmetstva, ki to podeželje obdeluje, ga oskrbuje in ga je naredil tako biodiverzitetno, kot je danes, moramo biti ekspeditivni, odločni in sprejeti prave odločitve, da bo ta kmetstvo na teh področjih obstalo in delovalo naprej. Zato si želim danes te razprave, ki bojo kvalitetne, vidim, so izredno dobri in močni sogovorniki, da bojo tudi odmevale širše in da bomo slišani in da bomo lahko naslednjič na sestanku rekli, to pa moramo pohvaliti. Hvala, da ste izbrali nas za gostitelja in to nam je veliko čast. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu že vrsto let podpira delovanje Svetovnega slovenskega kongresa. Pred mikrofon zdaj vabim podpredsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospoda Mateja Arčona. Spoštovana predsednica, predsednika, draga kolegica ministrica, nekdanji minister, spoštovani gospe in gospodje, drage visoki gostje, en prisrčen pozdrav tudi v mojem imenu. Zagotovo je lahko več razlogov, zakaj sem danes tukaj z vami in tudi podpiram vaše delovanje. Omenil bom dva. Prvič, ker cenim in spoštujem delo naše, bom rekel, ene od krovnih organizacij v Sloveniji, Svetovni slovenski kongres, ki aktivno deluje že vrsto let na različnih področjih in daje, bom rekel, pomen povezovanja in sodelovanja matične domovine z Slovenci, ki živijo v zamejstvu in po svetu. Zelo pomembno se mi zdi poudariti tudi to, da je zamejstvo res dragocen del, bom rekel, našega prostora. Čeprav živim ob meji in poznam delovanje zamejskih organizacij na različnih področjih, moram priznati, da sem se kot minister naučil, kako pomembno je kmetijstvo, kako pomembno je slovenska zemlja, obdelovanje slovenske zemlje v zamejstvu, če želite. In ko pogledam za nazaj, pretekla leta in tudi desetletja, je urad bil vedno tisti suport, ta vezni člen z Ministrstvom za kmetijstvo in z našimi organizacijami. In ni naključje, da so se organizacije na področju kmetijstva v zamejstvu povezale v to agroslomak, kjer je prav ta preplet izkušenj, medsebojnih izkušenj, zelo pomemben in zelo dragocen in je ta vez z Ministrstvom za kmetijstvo in našim uradom res pomemben, da si drug drugemu pomagamo, da se te izkušnje delimo in nenazadnje, da tudi finančno podpremo projekte takrat, ko je to potrebno. In lahko danes ponosen se Slovenija pohvali, da tudi na področju kmetijstva z vzorčno kmetijo v Porabju, ki je res en krasen primer dobrega povezovanja kmetijstva v Porabju, da smo v zaključni fazi vzorčne kmetije v Prezidu, manjka še nekih ključnih elementov, da bomo tudi tam po vzoru te vzorčne kmetije z Porabja tudi tam povezali slovenske kmete iz zamejstva in seveda povezali z matično domovino. In na avstrijskem Koroškem smo z dokapitalizacijo 60.000 evrov tudi omogočili naši zadrugi, da se širi in da se tudi razvija. Hkrati pa
Kmečka zveza v Italiji je tudi zelo pomembna in tudi dragocen, bom rekel, element. In tam sem se tudi naučil, ko so mi vedno rekli, slovenska zemlja je zelo pomembna, ne smemo prodajati, ne smemo dovoliti, da bi Slovenci prodajali slovensko zemljo. Tako da s širjenjem delovanja tudi na druga področja v Kanalsko dolino je zelo pomembno in tudi zelo pohvalno. Tako da res ta izmenjava, ki je v bistvu smisel tega kongresa, izkušenj strokovnjakov, je res zelo pomembna in zelo cenimo, zelo spoštujemo in si želimo, da bi to vzdrževali, negovali tudi naprej. Zdaj, omenil sem en razlog, omenil bom še drugega, drugi je pa ta, ker predsednik kongresa pride vedno na novoletno srečanje urada, ki ga organiziramo vsemi organizacijami in vedno mi na koncu naredi bilanco, kolikokrat sem se udeležil dogodkov kongresa, tako da, evo Boris, z velikim veseljem se danes tle in še enkrat dejte to, bom rekel, vaše poslanstvo, ki ga imate, negovati še naprej, ker vedno je res pomembno to medsebojno povezovanje in sodelovanje na različnih področjih. Spoštovane in spoštovani, hvala lepa, prijeten in uspešen dan želim vse skupaj. Hvala. Na oder pa zdaj vabim ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospo Matejo Čalušić. Spoštovani udeleženci druge konference slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu, dovolite, da vas tudi jaz z nekaj besedami nagovorim. Uvodoma je bila moja misel povedati, kako sva s kolegom ministrom Arčonom povezana in usklajena tudi v podpori obeh resorjev, ki ga pokrivava, pa se ne bi ponavljala, ker mislim, da je minister Arčon že vse povedal. Kako? In po imenu, no, to sva tudi usklajena. Na drugi strani sem pa želela izpostaviti tudi kraj, lokacijo, ki ste jo izbrali, Zadružna zveza Slovenije, s katero tudi kot eno izmed organizacij, ki predstavlja slovenske kmete in zadružnike predvsem, dobro sodelujemo, da ob nastopu svojega mandata sem že večkrat jasno povedala in na glas, da stavim na združevanje v obliki zadružništva, ravno tudi v odnosu, kot imamo specifičnost slovenskega kmetijstva. Tako da ponovno povem, da me veseli, da imamo možnost skupaj spregovoriti o izzivih in priložnostih, ki so pred nami v kmetijstvu, gozdarstvu, tako doma kot po svetu. Osrednja naloga kmetijstva pa ostaja proizvodnja kakovostne hrane, vendar je pri tem pomembno, da ne pozabimo res na ohranjanje našega okolja. Kmetijstvo, varovanje narave morata iti z roko v roki, saj je prihodnost kmetijstva tesno povezana z uspešnim soočanjem z podnebnimi spremembami ali pa izzivi, pri čemer je pomembno, da pred naravnimi danostmi, sem se odločila, da jih bom nekoliko drugače poimenovala, ki so nekoliko drugačne, kot so bile nedolgo nazaj, ne smemo pred njimi bežati. Skupaj moramo poskrbeti za to, da bomo vsem generacijam, ki prihajajo za nami, omogočili varno prihodnost. Kaj pa to sploh pomeni? Pomeni, da je potrebno zagotoviti vsem, oziroma v največji možni meri, da bodo imeli sploh kje pridelovati, zato so osnovna dobrina za naše kmetovanje, trajno varovana kmetijska zemljišča, kjer bodo pridelali našo domačo, slovensko, kakovostno hrano. Vse generacije potrebujejo podporo pri prehodu na inovativne prakse, celostne pristope za trajnostno in vzdržno kmetijstvo. Tovrstni koraki so bili morda potrebni že v preteklem stoletju, pa vendar je pomembno, da to pričnemo delati v tem trenutku, da miselno ne obstanemo tudi v sami preteklosti. Poudarjam, da moramo mlade postaviti v ospredje, saj so oni ključ do prihodnjega trajnostnega kmetijstva, seveda podpora vsem generacijam, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in zahvala, saj ne nazadnje vemo,
koliko vztrajnosti beležimo pri slovenskih kmetih, tudi na povprečno starost, ki imamo in na kar smo ponosni. Pa vendar je podpora za mlade kmete, v katere verjamejo, da si bodo s svojim znanjem in energijo pripomogli k razvoju kmetijstva, kot si ga želimo vsi. Odgovornega, okolju prijaznega in konkurenčnega predvsem. Kmetijska zemljišča, ki jih ohranjamo danes, pa so njihova prihodnost. V tej luči ne smemo pozabiti na pomen sodelovanja ne le znotraj naše države, temveč tudi čezmejno. S skupnimi močmi in skupnimi programi lahko rešimo številne izzive, ki nas pestijo. Vzajemno sodelovanje nam omogoča izmenjavo znanja in dobrih praks ter nas vodi do boljših rešitev. Kot je nekoč dejal slavni naravovarstvenik Aldo Leopold, najboljša rešitev za vsako težavo je, da jo najdemo skupaj. To skupno pot moramo graditi v smeri trajnosti in prihodnosti za vse. Posebej želim izpostaviti naše prizadevanje, predvsem pa vaše prizadevanje za krepitev odnosov med Slovenci doma in po svetu. Poslanstvo Svetovnega kongresa je vzpostavitev plodnega odnosa med Slovenci in matično domovino. To se je skozi leta ohranjalo in krepilo, za kar smo neizmerno hvaležni. S podporo države in ministrstva pa seveda bomo še naprej spodbujali te vezi. Na koncu naj izrazim zahvalo vsem vam, ki se še naprej vračate v domovino in svojimi izkušnjami ter znanjem prispevate k njenemu razvoju. Skupaj smo lahko ponosni na naše dosežke v kmetijstvu in gozdarstvu, ne glede na to, kje v svetu delujemo. Samo še mogoče kratka misel glede na vsebino današnje konference, glede na to, kar je bilo izpostavljeno, da se mi zdi, da ste izredno dobro pripravili osnovna izhodišča. Jaz se veselim sicer zaključnih izvlečkov, ker nažalost ne bom mogla biti prisotna. Trajnostno upravljanje z gozdovi je eden izmed okoljskih izzivov, ki je trenutno zelo aktualna tema tudi v Bruslju, se pravi na nivoju Evropske unije, tako da tukaj imamo kar nekaj ciljev, ki jih moramo doseči, kar nekaj izzivov na poti, tako da se mi zdi izredno pomembno. Mladi, razvoj podeželja, pa tudi taka večna tema, predvsem pri razvoju podeželja pa velikokrat poudarjam, da ja, je kmetijstvo prisotno, pa vendar je vsebina mnogo širša, zato z našo podporo za razvoj podeželja bo ostajala, pa se bomo potem tudi še medresorsko dodatno krepili, kaj to sploh podeželje vse je in zakaj bi se ljudje sami vračali tudi na podeželje, ki nam je nekoliko v zadnjih letih morda zaspalo. Hvala še enkrat, jaz vam želim veliko uspehov in srečno. Vsem visokim gostom se iskreno zahvaljujem za pozdrave in za spodbudne besede. Na začetku uvodne slovesnosti nam je slovensko himno zapela Nadja Magister, mlada slovenska glasbenica, rojena v Argentini. Za zaključek tega odprtja pa nam bo ob spremljavi kitare zapela še Gozdovi v mesečini.
Najlepša hvala za čudovito glasbeno spremljavo tega uvoda. Nadaljujemo z vsebinskim delom današnjega programa in za začetek bomo prisluhnili prvemu uvodnemu predavanju. Med nami pozdravljam direktorja podjetja MSORA, dr. Aleša Ugovška. Po izobrazbi je doktor lesarskih znanosti, ki je svojo poklicno pot začel kot mladi raziskovalec na oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Nadaljeval je kot vodja razvojnih projektov v MSORI in vodja inovativnosti na Gospodarski zbornici Slovenije. Leta 2022 pa se je vrnil v MSORO kot vodja strategije in začetkom leta 2024 prevzel mesto direktorja. Gospod Ugovšek, lepo vabljen k mikrofonu. Dober dan. Hvala lepo organizatorjem za povabilo. Bil sem zelo počaščen, ko sem tole povabilo sprejel. Naj se malo pohecam na začetku. Gre za eno redkih konferenc, kjer ste organizatorji zelo dobro ocenili, koliko bojo uvodni nagovori dolgi. In niti približno ne zamujamo s časovnico, ampak celo prehitevamo, teda čestitke in pohvale na tole. Malo za šalo, malo za res. Sam sem bil povabljen, da vam predstavim zgodbo našega podjetja iz stališča razvoja od zelo majhne lokalne zadruge. Ta zgodba se je začela pred 75 leti in vse do razvoja do danes velikega podjetja, ki deluje na mednarodnih trgih. In kakorkoli sem razmišljal, kako naj naslovim to zgodbo, sem se vrnil k kratkemu dokumentarcu o MSORI, ki smo ga posneli lansko leto ob naši 75. obletnici. Zato boste najprej prvih slabih 13 minut pogledali tale dokumentarc, ki res lepo popelje vse vas v celoten razvoj našega podjetja. Na to se bom sprehodil na koncu, še čez par slajdov, da bom podkrepil vse skupaj. Torej 65% časa za film, 30% za zaključek, 5% sem pa porabil zdaj. Uživite. Vidim, da je prišlo do zapletov, da se ni predvidelo zvok, ki pa je zelo pomemben. Zdaj, kar boste gledali v tem videu, je začetek leta 1948, ko je bila ustanovljena kmetijsko-gozdarska zadruga MSORA v Žireh
In kar je bilo takrat zanimivo, zelo istega leta se je ustanovilo tudi mizarsko podjetje. Zakaj je to zanimivo? Ker sta se obe podjetji, zadruga in mizarsko podjetje, združili mnogo let kasneje, leta 1985, v skupno zadrugo in od tu naprej je šla pot M-Sore, kot jo poznate danes. Kar boste še videli v filmu, je iz česa vse je danes zgrajena M-Sora, ki je po večini v Sloveniji poznana po oknih. Zdaj verjetno tisti, ki poznate M-Soro, jo boste poznali po oknih. Zelo verjetno pa ne vete, da imamo še mi en velik segment veleprodaje stavbnega okolja, da imamo 3 franšize Spara, da imamo še gradben center in pa da smo tudi kmetijsko-gozdarska zadruga še vedno danes, kjer odkupujemo mleko od naših zadružnikov in kmetov, odkupujemo živino in odkupujemo hlodovino. In pa veliko ljudi v Sloveniji ne ve, da je M-Sora v solastništvu zaposlenih in pa zadružnikov, torej tudi naših kmetov. Veliko se zdaj govori tudi po medijih o pomembnosti solastništva podjetij. Veliko vem, da se govori o podjetju DV-Soft, ki je ena odlična mednarodna zgodba iz zelo lokalnega okolja in o njihovem solastništvu. Malo ljudi pa ve, da je v M-Sori to lastništvo ima precej daljšo brado, kot pa pri kakih drugih podjetjih. Teda vse to bo predstavljeno v temule filmčku, takoj ko bodo gospodje in tudi Darjan, ki je v resnici kreator tega filma, pa danes nisem vedel, da se bova videla, ko bojo poštimali tale zvok. V tem filmu boste tudi spremljali en lep preplet reke Sore, po kjer je tudi dobilo ime podjetje M-Sora in pa, ja, kak je bil njen tok. Mogoče sam začetek, ker je zelo pomembno, še daš, Darjan. Čas me lahko spremeni, ampak ne morem slediti času, je leta 2006 David Bowie odpel na svojem zadnjem javnem nastopu, preden se je zavedno umaknil z odrskih luči. Istega leta je bilo ustanovljeno novo podjetje M-Sora, delniška družba z namenom uspešnega razvoja dejavnosti, katere niso vezane na zadružno kmetijstvo. Nikakor pa to niso začetki M-Sore. Ti namreč segajo mnogo dlje, v leto 1948. Sem Sora, reka Sora. M-Sora v svojem imenu nosi moje ime. Najini poti pa sta neločljivo povezani. Kot poljanska Sora izviram na severnem delu Ravtarskega hribovja. Nastanem iz več kratkih, neposebno globokih grab in tečem skozi Žiri, domači kraj M-Sore. Kasneje v Škofji Loki se združim s Sevško Soro in nadaljujem pot kot reka Sora. Začetki M-Sore segajo 75 let nazaj. Na občnem zboru 19. marca 1948 je bila ustanovljena kmetijsko-nabavno-prodajna zadruga Žiri. 2. septembra istega leta pa je bilo na pobudo krajevnega ljudskega odbora Žiri ustanovljeno mizarsko podjetje Žiri, ki je nastalo iz zasebne mizarske delavnice Franca Potočnika. V začetnem delu mi domačini rečejo tudi Sora. Svojo pot začenjam kot neznaten potoček in nato krepim svoj tok. Podobno kot M-Sora. Tudi ona je skozi leta krepila svoj tok. V 50., 60. in 70. letih zadruga zgradi zadružni dom in druge objekte, ki so podpirali razvoj zadružne dejavnosti v Žireh in okolici. Kmetje in delavci so se odločili za združitev v Sost Mercator Ljubljana, kar je bila izjemno pomembna odločitev za nadaljnji obstoj in razvoj žirovske zadruge. Po nekaj začetnih kilometrih moje poti se mi z leve pridruži in vame zlije Ravtarska Sora,
Združeni postaneva še močnejši. Tudi M-Soro je okrepila prva združitev. Leta 1985 se je kmetijsko-gozdarski zadrugi Mercator Sora Žiri pripojilo leta 1948 ustanovljeno mizarsko podjetje Žiri. Združitev je pripomogla k okrepitvi poslovne moči in stabilnosti zadruge kot celote. Združena in okrepljena svojo pot utiram skozi ozko sotesko mimo slikovitih Matjaževih kamer, naravne znamenitosti, v katerih so arheologi našli sledi neandertalcev. Iz Matjaževih kamer lahko obiskovalec skozi prazgodovinsko okno opazuje moj tok naprej proti Žirem. Leta 1993 je sledil nov prelomni trenutek v zgodovini M-Sore. Začela se je veleprodaja stavbnega okovja, ki je danes, po 30 letih, prepoznana pod močno blagovno znamko Norika. Le kakšen kilometer naprej se mi z leve pridruži pritok Črna in dodatno okrepi moj tok. Ob prelomu tisočletja, leta 2000, se je M-Sora odločila za pogumno potezo in kupila podjetje Norika iz Radovljice. Z nakupom je razširila svojo ponudbo na področju kljuk, avtomatike in okovja za steklo ter postala glavni distributer blagovnih znamk Hope, Geze, Mingardi, Klein in Savio v Sloveniji. Tako kot jaz, tudi M-Sora, katere posel je zdaj razdeljen na mizarski, trgovski in zadružni del, iz leta v leto rasteva in se krepiva. Z namenom razširitve prodaje oken je mizarstvo leta 2001 v Ljubljani odprlo svoj razstavno-prodajni salon in s tem ljudem še bolj približalo M-Sora okna. Del toka vsake reke so prelomi, jezovi in slapovi. Tudi sama in moji pritoki jih imamo precej. Tako kot pri meni so tudi v podjetjih prelomi, povezani s prelomnimi trenutki. Takšen prelomni trenutek se je v M-Sori zgodil leta 2006. Z namenom uspešnega razvoja dejavnosti, katere niso vezane na zadružno kmetijstvo, lesne in trgovske dejavnosti, je bilo leta 2006 ustanovljeno podjetje M-Sora delniška družba. Kmetijsko-gozdarska zadruga M-Sora od takrat posluje nemoteno še naprej in ohranja sodelovanje z zadružniki pri odkupu kmetijskih izdelkov. Zaradi propada nekaterih zadrug so pod okrilje naše prišli novi kmetje in odkup mleka se je povečal iz 2 milijonov na 7 milijonov litrov letno. V istem obdobju pa je bila v polnem razmahu tudi gradnja novega doma M-Sore mizarstvo in širitev trgovske dejavnosti veleprodaje stavbnega okovja na Balkan. Le leto dni po ustanovitvi novega podjetja so se mizari po več desetletjih iz Dobračeve preselili v nove prostore v industrijski coni. Ti so bili opremljeni z najnovejšo tehnologijo, ki je bila ključna za spremembo miselnosti in delovanja podjetja v smer najkakovostnejših lesenih oken po naročilu za končne uporabnike. Ko se svet proti Žirem postopno ravna, se mi z leve pridruži pritok Žirovnica. Še malo in sem v Žireh. Istega leta, ko so bili dokončani novi prostori mizarstva, se je zgodil pomemben trenutek tudi za prodajo okovja. M-Sora ustanovi podjetje M-Sora Priština z namenom prodaje stavbnega okovja proizvajalcem oken na Kosovu. To pa je bil šele začetek uspešne poslovne poti na Balkanu. 4 leta po začetkih na Kosovu je M-Sora v Tirani ustanovila novo hčerinsko podjetje za prodajo stavbnega okovja v Albaniji. Leta 2013, 13 let po nakupu Norike Radovljica, sta se enoti Norika in stavbno okovje združili v novo enoto M-Sora Norika, ki
ki je začela poslovati v novem objektu. Tudi proizvodnja in prodaja oken je postajala vedno močnejša. S ciljem povečanja izvoza naših oken v sosednje države je M-Sora istega leta, 2013, ustanovila hčerinsko podjetje M-Sora Fenster v Avstriji, leto kasneje pa še M-Sora Finestre v Italiji. Pomemben del M-Sore so tudi maloprodajne trgovine. Po mnogih letih partnerstva z Mercatorjem se je leta 2015 zgodba z njim končala in se nadaljevala z novim partnerjem Spar. V Žireh in v Rovtah so se 3 Mercatorjeve trgovine preoblikovale v trgovine Spar Partner. Tik pred Žirmi se mi z leve strani pridruži potok Osojnica, pred industrijsko cono pa z desne Šeračeva. Leta 2018 je Norika ustanovila tretje hčerinsko podjetje v Skopju v Makedoniji. Istega leta 2018 pa je Norika ustanovila še četrto, za zdaj zadnje hčerinsko podjetje v Zagrebu na Hrvaškem. Združena z mnogimi pritoki nadaljujem svojo pot skozi Žiri in naprej po Poljanski dolini do Škofje Loke, kjer se združim s Sevško Soro. Kot reka Sora se v Medvodah zlijem v Savo. Od tu tečem naprej v svet. Kljub moji mirni podobi v sebi skrivam divjo, hudourniško naravo, ki jo nehote kdaj pokažem, tudi pred kratkim. Žal mi je za posledice in težko mi je za ljudi in razdejanje, ki je ostalo za mano. Vzrok pa vendarle ni samo v meni. Sem le del narave, katere del ste tudi vi. Naravo je treba spoštovati, jo poslušati, neizmerno ceniti in z njo sobivati. Rada imam ljudi in ljudje imajo radi mene. Skupaj v dobrih in težkih trenutkih sobivamo tu že stoletja. Podobno kot reka Sora iz Žirov, tudi M-Sora teče iz Žirov v svet po različnih poteh. Danes, po 75 letih, nas je v M-Sori zaposlenih preko 280 ljudi v Sloveniji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Albaniji in na Kosovu. Skupni promet M-Sore in njenih hčerinskih podjetij je v letu 2022 presegel 60 milijonov evrov. Poleg največje lastnice, Kmetijsko-gozdarske zadruge M-Sora, ima M-Sora še 146 malih delničarjev, delovanje podjetja pa temelji na našem lastništvu, transparentnem delovanju ter skrbi za trajnostno poslovanje, pošten odnos do zaposlenih in okolja. David Bowie se je zavedno poslovil od tega sveta leta 2016 in ena zadnjih materialnih stvari v njegovem življenju so bila naša okna. Z različnimi polizdelki in izdelki M-Sore so opremljeni mnogi domovi in zgradbe, tako ob reki Sori kot po vsem svetu, in David Bowie je le eden od mnogih, katerih dom so in še bodo krasila dela naših rok. Ne glede na moč toka reke Sore in njenih pritokov in ne glede na dogajanje ter odločitve okoli nas, bo M-Sora tu tudi ob njeni 100. obletnici, saj podjetje sestavljamo ljudje in takšnih čudovitih, pripadnih in poštenih ljudi v M-Sori ne manjka. To je M-Sora, to smo mi. Mislim, da slika pove več kot 1000 besed, zato je bil tudi predvajan tale filmček. Zdaj pa še nekaj dodatnih poudarkov. Hvala tehnični ekipi, da se je to hitro znašla. Jaz vem, da v takih kritičnih trenutkih se to na hitro znajti in rešiti tehnične zagate ni enostavno. Teda res ena velika zahvala. M-Sora, kot ste lahko razbrali, sta v resnici dve podjetji, na eni strani zadruga, na drugi strani delniška družba od leta 2006,
Gre za dve podjetji, eno srce, isti direktor, skupno delovanje. Je le na papirju, medtem ko delujemo skupaj. Temeljimo na teh 4 stebrih, na spoštovanju tradicije, kar je zelo pomembno pri nas, zato je tudi v naslovu tradicija in inovativnost, kar je povezano s podjetnostjo. Mislim, da ste lahko začutili, koliko podjetni so bili moji predhodniki v podjetju, da so speljali in pripeljali MSOR do tja, kjer je danes. Zelo skrbimo za okolje, pa to zdaj niso neke trajnostne floskole, ampak se nam res gre za okolje in pa predvsem se nam gre za skupnost in njen dolgoročen razvoj. Zaradi tega je tudi poslanstvo MSOR-e takšnole. Skrbimo za dolgoročno varnost zaposlenih, zadružnikov in pa delničarjev. Eno anekdoto povem na tem mestu, ki sem si jo zelo zapomnil, pa je večkrat povem moj predhodnik, direktor Aleš Dolenc. Je z mano govoril, ko sem bil v MSOR-i približno 1 leto, bil sem mlad, zelen, ambiciozen, jaz sem videl, kako lahko mizarstvo raste. Takrat sem delal na mizarstvo. Prišel sem do njega, sem rekel, Aleš, mi lahko rastemo nelinearno, mi lahko rastemo eksponentno, ta trg, drug trg, ti produkti, gor dol. Pa rekel, Aleš, dajmo se malo ustaviti. Naše poslanstvo je dolgoročna skrb za varnost zaposlenih, delničarjev in zadružnikov. Sam kot direktor nisem odgovoren samo za v tistem času 200 zaposlenih, ampak sem odgovoren za njihove družine in širšo skupnost. In tu govorimo o 1000 in več dušah. In to sem si zavedno zapomnil, zato tudi MSOR-a najverjetneje ne bo nikoli rasla eksponentno, bo pa rasla stabilno in bo zagotavljala varnost. To je posebno lastništvo MSOR-a, ki je bilo opisano noter, se pravi, povem par podrobnosti, ker bo mogoče komu zanimivo. Delničar MSOR-a lahko postaneš z neki predpogoji. Prvi predpogoj je, da si v podjetju zaposlen najmanj 2 leti, oziroma da si kmet, ki sodeluješ aktivno za zadrugo z zelo določenimi številkami na letnem nivoju. Ko dosežeš te pogoje, se včlaniš v zadrugo, plačaš tisto pristojbino, ki je včlanitev noter, da postaneš delni lastnik zadruge in pridobiš pravico za odkup delnic. Seveda do teh delnic ni tako enostavno priti. Delnica je leta 2006 bila okoli 100 evrov, danes se prodaja po 1700, se pravi ima boljšo rast kot pa marsikatero svetovno podjetje, o katerem se veliko govori. Samo na tak način lahko pridemo do lastništva, solastništva podjetja, pri čemer pa je to precej zaščiteno. Se pravi, nihče drug ne more biti solastnik MSOR-e kot pa zadružniki. In pa še drug pogoj je, da majhen lastnik, posameznik, lahko ima največ 5% lastništva MSOR-e. S tem preprečujemo, da bi kdorkoli lahko kupil MSOR-o od zunaj ali pa da bi se znotraj MSOR-e kopičil denar in lastništvo pri enem posamezniku. Torej, dolgoročna varnost za delničarje, lastnike in pa za zaposlene. Največja lastnica je zadruga MSOR-a, še vedno preostalih 80% pa si lasti 146 delničarjev, se pravi zaposlenih in kmetov. To so naše 4 enote, ki ste jih lahko razbrali iz filmčka, se pravi mizarstvo, MSOR je najbolj znana po tem delu, kjer delamo okna, Norika veleprodaja stavnega okovja, kjer imamo hčerinska podjetja v Albaniji, v Prištini, v Makedoniji in pa v Zagrebu, na Hrvaškem, prodajalne 3 trgovine Spar center, Spar partner in pa gradbeni center in pa 4. steber je še vedno zadruga. To so države, v katerih smo prisotni s hčerinskimi podjetji, to pa so številke lanskega leta, zato ker v filmčku ste videli številke za 1 leto prej. Nekaj več nas je, promet je približno podoben, kar se tiče dobička, pa to nam gre dobro, stabilno poslujemo, smo brez kreditov in kljub temu, da smo v tem trenutku v zelo nezavidljivem položaju na trgu, zato ker so se razmere na trgu zelo zaostrile, jaz verjamem, da bomo lahko zagotavljali tisto poslanstvo, ki je bilo izpostavljeno povsem na začetku. To je še nekaj številk, koliko mi letno odkupimo mleka, živine in hlodovine. Z mlekom je tudi letošnje leto približno toliko kot lansko leto. Živina je malo padla, pozna se tudi, da je nekih hlevov praznih. Kar se tiče hlodovine, je pa tudi na področju odkupa hlodovine precejšna konkurenca, kdaj tudi neprava konkurenca.
teda tu je upad hladovine malenkost večji. S tem le zaključujem. Tole je fotografija iz Žirovskega vrha nad Žirmi. Tamle noter v dolini lahko vidite mizarstvo in del M-Sore. Zakaj sem pokazal tole slikco? Žal mi je, da je ministrica odšla, no, da bi lahko naslovil s situacijo, v kateri smo, predvsem kmeti, naši zadružniki. Vidite, da je vse, kar ni doline, so hribi. In večina teh kmetij, ki so pri nas in ki so člani zadruge, so kmetje v hribih in kmetovanje v hribih je drugačno kot pa v dolini. Tudi stroški so večji, pridelava mleka je drugačna in vse to. Mi bomo nadaljevali s to zgodbo, kamor sledimo, nadaljevali bomo tudi s širitvijo trgov, nadaljevali bomo z razvojem, spoštovali tradicijo, inovativnost in vzdrževali tudi našo skupnost in zadružnike. Seveda bo lahko pri tem pomagala delno tudi politika, predvsem na področju podpore kmetov v hribih. Seveda bomo pa največ lahko naredili sami. Kdaj boste lahko prebrali ali pa večkrat povem, jaz se dosti malo ukvarjam s politiko. Zato, ker sem imel izkušnjo na gospodarski zbornici, se malo več ukvarjati s to, pa sem videl, da lahko sam neposredno vplivam na politične odločitve, medtem ko največ in najhitreje pa lahko vplivam na odločitve v podjetju in tam lahko naredimo najhitrejše premike. In tega se držim. Teda tudi na področju kmetijstva se bomo mi pri sebi najprej potrudili, pol bomo pa pozivali politiko. Toliko o M-Sori. Upam, da ste dobili eno pogled, pa hvala lepa še enkrat za povabilo. Najlepša hvala, gospod Ugovšek, za izjemno zanimivo predstavitev. Sedaj pa gremo k naslednjemu gostu. Je z nami iz Argentine preko internetne povezave. Pozdravljam gospoda Jureta Komarja, agronomskega inženirja, svetovalca, ki je več kot 30 let delal v svetovalnem podjetju za upravljanje kmetij v Argentini. Sedaj pa delo opravlja na samostojni poti. Je tudi predsednik krovne organizacije Slovencev v Argentini Zedinjena Slovenija in s tem tudi predsednik konference z Argentino Svetovnega slovenskega kongresa. Voščim mu zdaj dobro jutro, saj se nam oglaša v res zgodnih jutranjih urah, je zdaj komaj 5 zjutraj in mu predajam besedo. Hvala lepa, lep pozdrav vsem rojakom v Sloveniji, tukaj iz še zgodne Argentine. Moment. Dobro. Se predstavim, jaz sem agronomski inženir. Začel sem študirati na univerzi pri 20 letih in sem imel to srečo, da sem lahko delal v ekipi agronomov. Biro je imel 20 sodelavcev, ki so se posvetili svetovanju in vodenju kmetijskih podjetij v Argentini. Na tem področju sem šel skozi vsa področja, ker so bila dopolnilo študijo na fakulteti. En moment. Pardon. Eno sekundo, prosim, prosite. Me nagaja neki. Lepa ja. Bom hitro opisal Argentino, za tiste, ki to državo ne poznajo.
Argentina je obsežna država s površino 2.795.000 kvadratnih kilometrov in se razprostira od severa proti jugu enih 3.694 km in od vzhoda proti zahodu na najbolj širokem pasu 1.423 km. Po površini je 8. država na svetu. Ima raznoliko podnebje, od subtropskega na severu do hladnega polarnega s suhimi ali vlažnimi različicami. Geologija in podnebje od subtropskega na severu povzročata nastanek različnih tal, ki sestavljajo mozaik območij z različnimi proizvodnimi zmogljivostmi. Zaradi vrste tal in podnebja je najbolj produktivno območje središče proti vzhodu države, območje globokih tal z malo omejitvami in z dobrim režimom padavin. Zgodovinski razvoj kmetijske dejavnosti v Argentini se je začel v 19. stoletju za zasedbo velikih zemljišč imenovanih estancias, ki so se ukvarjali z živinorejo, ki so se razvile od pristanišča Buenos Airesa proti zahodu, severu in jugu. S prihodom evropskih priseljencev po prvi svetovni vojni se je vključilo kmetijstvo, ki se je dokončno razvilo v zadnjih desetletjih 20. stoletja. Argentinska kmetijska proizvodnja temelji predvsem na govedoreji in 4 najpomembnejših pridelkih: pšenici, koruzi, soji in šončnici. Danes kmetijstvo ustvarja 75 deviz, ki pridejo v državo. Z leti so se te velike estacije delile na vedno manjše površine. Strani države je bil tudi projekt za razvoj kolonij s priseljenci, ki so se prispeli v državo v prvih desetletjih leta 1900 in danes je to lastništvo zemlje razpršeno na velikem odstotku območij med 1000 pa 2000 hektarji, z ekstremi na 100-200 hektarjev in na drugi pa površine, ki so čez 5000 hektarjev. Te velike kmetije so danes v rokah gospodarskih družb, katerih delničarji so domačini ali tujci, in njegovo upravljanje je večino v rokah strokovnjakov v sektorju. Upravljanje kmetije s površino enih 4000 do 6000 hektarjev ima svojo kompleksnost in potrebo po ekipi ljudi, ki so s svojim delovanjem pripomore velik del tehnično-ekonomskega kmetijskega podjetja. Ekipa ima vodstvo, operativni sektor, ki ga sestavljajo različna področja, ki pokrivajo lastna dela na terenu, administrativno področje, ki ga sestavljajo nabava, trženje in finance, logistično področje, potem imamo računovodstvo, davčno in kadrovsko področje in v mnogih primerih sektor revizije ali zunanjega nadzora. Geografska lega kmetije določi, katere so njene proizvodne možnosti. S pridelovanjem načrtov bo določen delež površin namenjen živinoreji in poljedelstvu ter znotraj tega katerim pridelkom. Zasnovane so potrebe po mehanizaciji za kmetijske dejavnosti, strukturne potrebe za živinorejo. Kakšno logistiko in infrastrukturo bodo vse te dejavnosti zahtevale? Kakšna je potreba kadrovske zasedbe s kakšnimi zmogljivostmi in pripravljenostjo? Kakšna je struktura, kjer naj bi bila ta kadrovska zaseda? Potrebno je tudi zasnovati sistem pretoka informacije, ki se ustvari z beleženjem, obračunovanjem in analizo tehničnih in ekonomskih rezultatov. Vse bo vključeno v finančni ekonomski proračun, ki nam bo pokazal potrebo po kapitalu in odvisno od kakšno je bilo leto, bo pričakovani rezultat. Urejene estacije ali velike kmetije v Argentini ni preprosta naloga, saj je, kot pravijo tukaj, tovarna na prostem. Najprej smo vsako leto
odvisni od vremena, potem pa na končni rezultat vpliva tudi cena dobrin in vmešavanje države. Kot primer vzamemo kmetijo ali stančijo na severnem delu province Buenos Aires z dobro kvaliteto zemljo, primerno za kmetijstvo. Kmetija je razdeljena na pašnike, to so parcele s povprečno površino med 50 do 100 ali malo več hektarjev, ki se bodo uporabljale za pridelavo ali pašnike, odvisno od rotacije pridelkov. Načrtuje se na podlagi zgodovine pridelave. Nasvetovana rotacija je 6 let poljedelstva in 3 leta živinoreje. Zaporedje kmetijstva je koruza, pšenica z drugo sojo, prva soja, koruza, pšenica in pašnik 3 leta. Ta kmetijska rotacija ima tehnične podlage, vendar se lahko spreminja glede na vremenske razmere, ki se pojavljajo v posamezni sezoni in tržne cene naše proizvodnje, nad katere nimamo vpliva. Delež površine, namenjen posameznemu pridelku, je odvisen od ekonomskih marž, ki se izračunajo za vsako letino. A da bi imeli povprečno predstavo, se v zadnjih letih porazdelijo takole. 40% približno je namenjeno soji prvega razreda, 20% koruze, 20% pšenici soje drugega razreda in 20% pšenici sami. Od 80. letih prejšnjega stoletja je bil uveden dvojni način pridelave. Pšenica in soja drugega razreda, kot so ga takrat imenovali. Sadimo pšenico kratkega ciklusa, ki jo lahko požanimo sredi ali konec novembra, po sušenju strnišča in plevela pa posejemo soje kratkega ciklusa z direktnim sistemom setve, s katero na isti površini v obdobju enega leta pridobimo dvojni pridelek. Ta način se uporablja v srednjem pasu Argentine, kjer zaradi temperatur in padavin omogoča pridelavo pšenice z ustreznim donosom. V 80. letih se je v Argentini začela širiti modalnost direktne setve. Gre za prakso ohranjanja in nege tal, z neoranjem in mešanjem prsti se spoštuje njena struktura in biologija ter ostane pokrita s strniščem, s čimer se uravnava vlažnost tal, preprečuje vodna in vetrna erozija ter posledično izguba rodovitnosti tal. Ta praksa se je zelo hitro razširila v Argentini in trenutno lahko rečemo, da se uporablja na 75% kmetijske površine. Proizvajalec je prepoznal koristi, ki jih je njegova uporaba prinaša. Poleg spreminjanja stroškovih shem in potreb po strojih, ker pa so tla biološki medij, je treba v določenih primerih izvesti dela za odstranitev strnjene prsti ali izboljšanje drenaže in drugi. Kmetija s tem kmetijskim pristopom mora imeti ekipo strojev, ki mu omogoča pravočasno opravljanje nalog. Tu sta predlagani dve osnovni možnosti. Lastna oprema ali najeta oprema. V Argentini se je s vzponom kmetijstva razvil poslovni model podjetij, ki so s svojimi stroji obdelavajo tujo zemljo. Mnoga od teh podjetij so ustvarili kmeti, ki so prvotno imeli majhne površine, bi rekel 100-200 hektarjev, in so svojo opremo strojev začeli upravljati delo za svoje sosede, ki niso imeli strojev. Se začeli kapitalizirati in se opremili z ekipo strojev ter nudijo storitev setev in dezinsekcije drugim kmetijam, ki nimajo lastnih strojev. Na ta način se je razvil pomemben sektor strojnih storitev, ki je zelo inovativen, se prizadeva biti zelo na tekočem z najnovejšo tehnologijo in izboljšavami strojev ter daje pomemben gospodarski premik na trgu strojev. Ta oprema je sestavljena iz traktorja med 1180 do 200 konjskih sil za sajenje in če je treba opraviti kakršnokoli delo, orati ali drugo.
Traktor 100 do 120 konjskih sil, ki upravlja logistične naloge, pelje seme in gnojilo za sadilno opremo. In ena ali dva traktorja, kakih 800 do 100 konjskih sil, za vzdrževalna dela in oskrbo živine. Sejalnica drobna zrna za pšenico in sojo, sejalnica za koruzo, sojo in na koncu tudi šoncanco, zabojne prikolice za pretovarjanje semena in zrna, plitva prikolica za splošno pretovarjanje in prikolica za gorivo. Dezinsekcija je na splošno razen za zelo velike površine pogodbena, saj gre za opremo s precejšno delovno širino, 30 metrov široko, napredno tehnologijo in visoko investicijo. To pomeni, da morate uporabiti veliko hektarjev, da se pravilno izplača. Poleg tega je danes velik pritisk splošne družbe zaradi implikacije dezinsekcije na območjih sosednjih mest in je treba upoštevati številne določbe in predpise. Obstaja tudi veliko dobaviteljev surovin, ki ponujajo storitve dezinsekcije. Potreben je kader za to področje, so vsaj 3 vozniki traktorjev z dobrim znanjem o setvi in gnojenju, vsaj osnovnim znanjem mehanike za izvajanje vzdrževanja in reševanje osnovnih težav v stroji. V obdobjih, ko ni sadilnih opravil, se posvetijo splošnim opravilom, ki vedno obstajajo. Kmetija z lastno opremo mora imeti vsaj osnovno delavnico s potrebnim orodjem, saj na splošno razdalja do delavnice v mestu dolga in težave običajno nastanejo takrat, ko je stroj najbolj potreben. Potrebni kmetijski vložki, kot so semena, se razlikujejo glede na željeni pridelek. Pri pšenici so to sorte, ki so bile razvite večinoma v državi in so se priporočljive za različna območja, kjer se bo izvajalo sajenje. Pri koruzi se uporabljajo delno semena mednarodnih podjetij in nekaj domačih hibridov. Pri soji se uporabljajo sorte z velikim deležem gensko spremenjenim organizmom, tudi domačega in tujega porekla. Pomanjkanje posodobljenega zakona o semenjah, predvsem pri pšenici in soji, o katerem že leta razpravljajo naši parlamentarni odbori, nam ne omogoča dostopa do najbolj naprednejše tehnologije, ki jo ponujajo iz tujine. Tako herbicidi kot insekticidi so aktivne sestavine, ki se uporabljajo v preostalem svetu. Enako velja za fungicide, katerih poraba je v Argentini sorazmerno manjša, po eni strani zaradi podnebja in redke pojave teh bolezni, ter zaradi vpliva na stroške pridelka. Glede gnojil se največ uporablja dušik in fosfor v različnih kombinacijah in oblikah ter v manjši meri gnojila, formulirana z drugimi elementi kot kalij, magnezij, alkalci in tako dalje. Uporaba in doziranje se povečujeta glede na pojav na trgu semen z večjim potencialom pridelka in širjenje kmetijstva na tleh z nižjo vsebino hranil. Logistika sajenja in z njimi povezave naloge zahtevajo načrtovanje, pripravo proračuna, izvedbo nakup, pošiljanje semen in drugih potrebščin in njegovo skladišče do trenutka uporabe. To zahteva niz skladišč, kjer je mogoče različne vložke shraniti na ustreznih mestih z varnostnim in okoljskim standardi. Upoštevati je treba, da so v Argentini razdalje pomembne, zato je treba predvideti potrebe zlasti pri fungicidih in insekticidih, saj je pojav bolezni ali škodljivcev nepreviden in morate imeti pri roki nekaj za njegovo zatiranje. Zatiranje škodljivcev in bolezni uporabljajo tehniko, ki nadzirajo pridelke in aktivirajo alarme.
V zadnjih letih so se razvile nove tehnologije nadzora, kot so satelitski posnetki, uporaba dronov in druge, vendar so te uporabe še vedno v nizkem deležu. Žetev je v večini primerov pogodbena. To je zato, ker je po eni strani draga, na voljo so velike površine za žetev in čas je bistvenega pomena. Ko je žito dozorelo, se vsi želimo imeti žito shranjeno v silosih. Tako kot je prej omenjen pogodbeniki za sajenje, so bila razvita žetvena podjetja, ki so opremljena z 2 ali več kombajni, traktorji, samorazkladnimi zalogljivimi, prikolico za gorivo, mobilno delavnico, voznim boksom za strojnike in tovornjakom. Tukaj v Argentini se drobni pridelek pšenica, ovs in nekaj oljne ogrčice pobira med novembrom in januarjem. Grobi pridelek koruza, sončnica in soja pa se pobira od februarja do junija. Danes imajo kombajni večinoma žetvene monitorje, ki prikazujejo zemljevid pridelka na parcelo in mozaik pridelka glede na kakovost tal. Kmetje najamejo ta podjetja, s katerim se dogovorijo za vrednost storitve, ki je lahko fiksna vrednost v denarju ali odstotek pridelka, ki se nato ovrednoti v denarju glede na tržne vrednosti požetega zrna. Zrno gre glede na njegove lastnosti, vlažnost, zdravstveno stanje in čistoča, lahko v skladišče kmetije ali pa se naloži neposredno na tovornjak, ki pripelje do cilja. Številne kmetije imajo skladišče obrate, sestavljene z silosi različnih velikosti. Opremo za sušenje in čiščenje ter možnosti avtomatskega pretakanja iz silosa v silos, imajo tudi lastno tehniko za tovornjake. Od 90-ih let prejšnjega stoletja se je sistem skladišča razširil na vreče od 250 do 400 ton, ki zahtevajo določen pogoje zrna in se shranijo samo določen čas. To zelo pomaga, kar se tiče investicije. Ti skladiščni obrati zahtevajo tudi osebje, ki čeprav imajo sezone večje predanosti, potrebujejo minimalno osebje za delovanje in vzdrževanje med 1 ali 2 osebi z določenim usposabljanjem. Glede zrna, pri pšenici se glede sort in kakovosti nekaj shrani kot seme za naslednjo setev, večina pa gre v mlin ali v izvoz kot zrnje. Pri koruzi, če ima kmetija živino in načrtuje hranilno dopolnitev, se določena količina prihrani, ostalo pa gre lahko v industrijo ali izvoz. Pri svoji, tako kot pri pšenici, nekaj rezerviramo za naslednjo setev, ostalo pa gre v industrijo ali v izvoz. Pri sončnici gre vse v industrijo in glede na leto nekaj se izvozi iz države. Povprečni pridelek v kmetijski coni so pšenica je med 3,5 pa 4 ton na hektar, koruza med 9 pa 12 ton na hektar, soja prvega razreda med 3 pa 4,5 ton na hektar in soja drugega razreda med 2 pa 3 tonam na hektar. Povprečna proizvodnja pšenice v Argentini je med 15 pa 20 milijonov ton, koruze pridelamo med 30 pa 50 milijonov ton in sojo med 28 in 45 milijonov ton. V Argentini se kmetijski pridelki večinoma prevažajo s tovornjaki, zelo malo železnico in to v glavnem v pristanišče. Živinoreja je dejavnost na kmetijah, ki razpršuje tveganje, saj gre za pridelavo, ki je manj izpostavljena vremenskim vplivom, ima
manj volatilen trg in pa daljšo dobo vračilnosti in njena donosnost je manjša. Preizvimovanje oziroma pitanje se izvaja na železnicah, pašnikih in v določenih intenzivnih kmetijah z dopolnilo zrna v končni fazi. Zelenje je praviloma ovs ali rž, pašniki so povezani z lucerno, ovs kot začetnik v začetni fazi in trave, falaris, rajgras in druge. Spomladno poletno pridelavo. Za zimo se naredimo rezerve s pašnih zvitkih. Uporabljene pasme so v bistvu črni in rdeči angus in hereford, ki so primerne glede prilagoditve in proizvodnje za osrednje območje Argentine. Potrebujemo določeno strukturo, ograje, ograde, odbore, prostor, ki živali cepimo, razlistimo in zdravimo, in napajališče. Dejavnost zahteva kader za kmetijo s približno 1000 glav živine, najmanj 2 človeka in pri nekaterih opravilih še enega pomočnika. Reja živine se izvaja s konji, zato mora to osebje znati delati z njimi in imeti znanje o reji živali. Podatki o živini. Odkupimo teleta od 150 do 180 kg in jih prodamo 400 do 420 kg. Obremenitev na hektar je približno 1,6 glav na hektar. Povečnim prirastkom je med 500 pa 600 gramov na dan v 15-mesečnem ciklusu. Prodaja lahko poteka preko posrednika, ki kupuje za klavnice ali direktno do klavnic. To je odvisno od količine in kakovosti živine, ki ima kmetija. Obstaja referenčni črk, ki usmerja cene. Zdravje za storitev, ki sklenja z veterinarjem, zunanja osebja kmetije, ki predstavi načrt cepljenja, nadzor zdravstvenega stanja za celo leto, ter obravnava primerne specifične bolezni, ki se lahko pojavijo. Tržne proizvodnje je odvisno od finančnega položaja posameznega primera. Na splošno gre za sezonsko trženje, odvisno od časa žetev za posameznega pridelka, se pravi med januarjem in majem se prodaja pšenica, od marca naprej koruza in soja. To teoretično shemo je mogoče spremeniti s terminsko prodajo, ki lahko bolj ali manj prilagodljiva glede na shemo, ki se predlaga vsak upravitelj. Finančni gospodarski sistem, ki so ga predlagale populistične vlade v zadnjih 20 letih, je močno škodoval kmetijski sektorju. Da bi vam predstavil davčni pritisk, ki ga trpi sektor, je bil določen davek na izvoz soje v višini 30%, koruze in pšenice pa v višini 12%, to je danes, glede na mednarodno tržno vrednost. Poleg tega je z upravljanjem menjalnega tečaja pesa glede na dolar, ki je valuta prodaje kmetijske proizvodnje, dosegel do 100% razlike med uradno valuto dolarja, ki je država plačala kmetu, ki je izvažal, in realno valuto. Tako je kmet dobil samo med 35 in 45% vrednosti svojega pridelka. In kljub tem težavam sektor še naprej proizvaja z nizko donosnostjo, kar je v mnogih primerih vpliva na operativni kapital kmetije in povzročilo potrebo po financiranju vložkov za naslednjo akcijo. To financiranje so delno zagotovile banke, večino pa so financirali dobavitelji surovin, ki so zaradi potrebe po sledenju prodajnemu ciklusu prevzemali večje tveganje, in ko so nastopile krize zaradi slabe letine, je veliko teh dobaviteljev propadlo. Na hitro sem vam pokazal, kakšno je
upravljanje velike kmetije v Argentini in kaj pomeni njegovo upravljanje. Gre za naravno zelo bogato državo, ki ima 46 milijonov prebivalcev, vendar analitiki pravijo, da bi s polno zmogljivostjo lahko nahranili 400 milijonov ljudi. Nažalost, napačne politike ovirajo njegov potencialni razvoj. Upajmo, da se z leti dozori kot narod in izrazi svoj potencial. Hvala lepa. Najlepša hvala Juretu Komarju. Hvala, da ste tudi si vzeli čas tako zgodno uro. Vas pa zdaj vabim, mislim, da smo zdaj zaključili z uvodnimi predavanji, vas pa vabim na eno krajšo pauzo, 15 minut, pa se pol vrnemo v te prostore. Hvala lepa.